Sam naslov razstave je neka besedna igra, življenje za carja, cesarja, ne, ker ti fantje so šli v vojsko kot carski vojaki, ne, prisegli carju, se znašli v ujetništvo, ne, in bili potem pomembna delovna sila tukaj v avstrijskem cesarstvu. Delali za avstrijskega cesarja. Osrednji eksponat, osrednji motiv na razstavi je ta maketa ruske kapelice, delo gospoda Francija Pogačarja iz Ljubljane. Predstavlja enega od vrhuncev maketarstva na Slovenskem, to je v natančnem merilu 1:10 je narejena virna pomanjšava originala. Pred 2 letoma smo se v Sloveniji v okviru 100. obletnice Prve svetovne vojne na različne načine spomnili na dosežke in trpljenje rojakov na bojiščih in v zaledju front. Izšlo je nekaj knjig, pripravljene so bile razstave, a zgodba o ruskih ujetnikih je bila skorajda prezrta. Več 10 000 vojnih ujetnikov iz armade carske Rusije so uporabili kot delovno silo za vojaške potrebe v zaledju Soške fronte in kot delavce na poljih, v gozdovih, delavnicah, tovarnah in rudnikih. Razstava z naslovom Življenje za carja, cesarja, usoda ruskih vojnih ujetnikov na naših tleh, ki so jo zasnovali v Parku vojaške zgodovine, odstira del pogleda na to sicer nepoznano tematiko Prve svetovne vojne. V Prvi svetovni vojni je z vzhodne fronte prišlo v avstrijsko cesarstvo, avstrijska vojska je na ruski fronti zajela skoraj 1 300 000 vojnih ujetnikov. Namreč velikansko število vojnih ujetnikov je bila ena osnovnih karakteristik vzhodne fronte. Ker ta za razliko od zahodne fronte ali pa naše Soške fronte tukaj ni bila nikoli tako statična, nikoli tako nepremakljiva, kot so bile te zahodna in Soška fronta. Za vzhodno fronto so bili značilni ti veliki ofenzivni premiki, ko se je frontna črta premaknila tudi za po več 100 kilometrov in takrat se je v nekih obročih znašlo včasih cele vojaške enote, res velikansko število ujetnikov in to je bila pomembna karakteristika vzhodne fronte. Na slovensko ozemlje večina ujetnikov pride kot delovna sila zaradi velikanskih potreb po gradnji infrastrukture zaradi Soške fronte. Maja 15 vstopi Italija v vojno in pojavi se velikanska potreba po dograditvi železniškega omrežja, po gradnji novih cest, žičnic tukaj na samem zahodnem robu in ruski vojni ujetniki so pomembna delovna sila v tem procesu. Ruski vojni ujetnik je v bistvu nek termin, ki združuje nekdanje vojake carske Rusije, ki so se znašli v vojnem ujetništvu. Narodnostna sestava je bila pa silno mešana, ker ruska cesarska armada je bila narodnostno mešana, okrog polovice, mogoče slaba polovica je Rusov, potem pa je 17% Ukrajincev, kar 10% jih je teh muslimanskih narodnosti iz tega južnega pasa pod Rusijo, potem pa še Belorusi, Poljaki, ti severni narodi, to je silno narodnostno in versko mešana skupina. To je vzhodna fronta, fronta med Nemčijo in Avstrijo na eni strani in carsko Rusijo na drugi strani, je bila najdaljša fronta Prve svetovne vojne, to je razteza se od Baltskega do Črnega morja. Spopadi na vzhodni fronti so se začeli takoj, že v avgustu 14. leta. Avstrija je najprej zelo kratko potegnjena, Avstrijci so bili zelo tepeni na začetku, že takrat poleti 14. leta. Treba pa vedeti to, da je bil na drugi strani carska Rusija, je vpoklicala takrat največjo armado, kar je videlo človeštvo, več kot 15 milijonov mož. Rusi so bili sicer dobri vojaki, utrjeni, krepki možje,
pa vendar jim je zelo pešala logistika, tudi sam izobraženih častnikov jim je zelo manjkalo, no. Tako da sam sistem poveljevanja je bil nekoliko bolj okoren, nekoliko zastarel, ne. Predvsem pa res oskrba, ne, tako velike armade na tako dolgi fronti je trpela in to je povzročilo potem tudi velike izgube na ruski strani. Tla so razrita in poteptana. Kamor se ozremo, sami mrtveci. Na nekaterih mestih so nametani drug na drugega. Naši in Rusi, vsi lepo složno skupaj. Malo proč od kupa mrtvecev top. Zraven par razmesarjenih konj, med katerimi so razmetane razcefrane umazane cunje, ki pokrivajo čudno črno-rdečo osekano zmes, zgneteno iz blata in mesa, brez vsake oblike. Poleg teh preostankov teles, ki izpuhtavajo zatohu plesnju von, zaboji za strelivo kakor majčkene bele otroške rakve. Jate vran vzprhutavajo zategnjeno vriščeč stal in se zaženejo nekoliko naprej in zopet sedajo in kljujejo v te razmetane dele človeških trupel in mrhovine. Max Simončič, Galicija, spomini padlega vojaka, 1935. Razstavo začenjamo s to pretresljivo fotografijo z galicijskih poljan. Tukaj vidimo zapičenih stotine pušk, teh ruskih pušk Musin Nagant. Mrtvi so na tleh, ujetnike so pa odpeljali. Ker ta fotografija res odlično karakterizira to lastnost vzhodne fronte, to velikansko število ujetnikov. Gre za fotografijo posneto po neki bitki, po nekem spopadu. Res mrtvi ležijo na tleh, vojaki. Pretresljiva je pa ta množica, stotine pušk zapičenih v tla, to je puške teh ujetnikov, ki so bili pa odpeljani v ujetništvo. Ni neke natančne ocene o števila ujetnikov pri nas, vendar ocenjujemo, da se jih je v določenem trenutku pojavilo 50-60 tisoč. Torej, selili so jih z enih delovišč na druge, iz velikih ujetniških taborišč na posamezna delovišča. Torej, ni nemogoče, ampak zahteva kar nekaj raziskovanja in napora za ugotoviti to natančno stanje, število ujetnikov, vendar si upam trditi, da jih je bilo na trenutke tudi 50-60 tisoč. Delodajalcu se strogo prepoveduje uporaba fizičnega nasilja, podaljšanje delovnega časa, preseganje dovoljenega števila ur, neizpolnjevanje predpisanih odmorov med delom ter predpisanih dni počitka. Kršitev te prepovedi se kaznuje s takojšnjo odtegnitvijo vojnega ujetnika s strani lokalnega urada za delo ali vojaških oblasti. Po splošnem pravilu se za vojne ujetnike na delu uporabljajo glede ureditve delovnega časa, počitka, izmen, nadur, nedeljskega počitka ter zaščite pravic delavca isti zakoni in predpisi, ki se uporabljajo za podobno delo na podobnih krajih pri podobnih pogojih za svobodne delavce. Pravila Avstro-Ogrskega vojnega ministrstva za vojne ujetnike na delu v Avstriji 1917. V Avstriji je zaradi odhoda mož in fantov na fronto začelo primanjkovati delovne sile. Avstrija se pa nikako ni mogla dopustiti upada tako proizvodne, industrijske proizvodne, posebej pa ne kmetijske proizvodne, ker Avstriji je zelo primanjkovalo hrane. In po Haaški konvenciji so vojne ujetnike lahko uporabljali kot delovno silo. Častnikov niso smeli siliti k delu, vojne ujetnike, navadne vojake pa ja. In seveda Avstrija tu izrablja to možnost in ruske ujetnike uporabljala kot pomembno delovno silo. Tako da najdemo jih najprej na teh deloviščih, ki so bila vezana na gradnjo infrastrukture za potrebe bojevanja na Soči. Torej, pomembno dograditev so doživele in železniške postaje, dodatni tiri, razkladalne rampe. Bil je zgrajen kup novih prog, že normalno tirane železnice, da ne govorimo sploh o ozko tirani, ki recimo sam idrijski Feldbahn je v kompletu meril prek 100 kilometrov. To so bili nepredstavljivo veliki projekti.
Potem pa gradnja cest, pač en kup novih cest je bil zgrajen, ne. In to je kar nekaj infrastrukture, ki jo še danes uporabljamo, ne, je bil zgrajen takrat, zgrajen z rokami ruskih vojnih ujetnikov in na nek način je tudi sporočilo razstave, neke vrste zahvala tem fantom, možem, ne, ki so gradili res tudi infrastrukturo, ki jo še danes uporabljamo, ne, pa ne vem, jim nikoli nihče rekel hvala. Vojaška cesta, ki so jo gradili ruski vojni ujetniki, poteka skozi Govce od zahoda proti vzhodu in jih je pretrgala od Malih Lazen mimo Smrekove Drage, čez Škrbino in poslušanje do Kovka in Male gore. Ljudje so takrat gledali dim in poslušali treskanje min, ki so trgale pobočja in skalnate zapreke. Nismo pa mogli videti in čutiti velikega trpljenja in bede ruskih ljudi, ki so se daleč od domovine borili z naravo, lakoto ter boleznimi za biti ali ne biti. Pri težkem delu so padali in odstopali prostor drugim. Globoki skalnati prepadi nad koncem doline Selce, ki so bili mnogim zadnje bivališče, so kasneje dobili ime Ruske struge. Lado Božič, križem kražem po Govcih, Planinski vestnik, 1967. Natančnih številk ne znamo, mogoče po posameznih deloviščih, to je kup teh vojaških pokopališč, na katerih so pokopani tudi ruski ujetniki, ki jih najdemo v bistvu po celi Sloveniji, ne. Tako da, ampak natančno število, povsem natančno bo nemogoče ugotoviti, bi se pa lahko z nekimi natančnimi raziskavami pač dokopali do nekih vsaj približnih številk. Z vojnimi ujetniki ne sme delodajalec ravnati surovo in krivično in tudi ne sme dopustiti, da bi stražnik ali paznik ali pa kdo drug z njimi tako postopal. Zlasti ne sme vojnih ujetnikov kaznovati niti delodajalec, niti stražnik. Pravico kaznovanja imajo marveč samo orožniki in pristojne vojaške oblasti. Posebno ne sme delodajalec vojnih ujetnikov pretepati in jim dela podaljševati čez dopusten delovni čas, omejevati predpisanih odmorov in nedeljskega počitka, odtrgavati delavske doklade, prikrajševati jih pri hrani ali pa odrejevati trdega ležišča. Poraba vojnih ujetnikov za kmetijska dela, občinska uprava, 1917. V Avstriji je začelo zelo hitro med vojno primanjkovati hrane, ali pa danes dostikrat pozabljamo, da je bilo seno takrat strateška surovina, ne, ker je bil glavni pogon še vedno na konjih in prežni živini, ne. Torej, zaradi pomanjkanja delovne sile so ruske vojne ujetnike intenzivno vključevali tudi v kmetijsko proizvodnjo, najprej na veleposestvih, potem pa tudi širom po podeželju jih dajali kot pomoč na kmetije in tukaj se jim je nekoliko bolj zgodilo, no, kot drugim na drugih deloviščih, ne, ker so bili le bližje tem izvorom hrane in posebej pa še tukaj med Slovenci, v tem slovanskem svetu je stekla tudi komunikacija in je prišlo tudi do prijateljstev in so bile tudi kakšne take idilične fotografije tega podeželskega življenja. Pri pripravi razstave smo zelo iskali kakšno originalno pričevanje ruskega vojnega ujetnika, to je kakšne spomine, pismo, ki ga je pisal domov, navezali stik s kupom ruskih institucij, muzejev, da bi prišli do kakšnega originalnega vira, pa žal nismo uspeli, ne. Tako da medtem, ko si zlahka ustvarjamo sliko, kako se je godilo našim fantom v ruskem ujetništvu med Prvo svetovno vojno, ko hranjenih je namreč en kup spominov, dnevnikov, pričevanj teh fantov, ki so se vrnili, ne, po Prvi svetovni vojni domov iz Rusije. Obratno nismo dobili nobenega originalnega vira. Najbolj originalen vir, ne, najbližje originalnim virom je knjiga Nikolaja Ždanova, direktorja Ruskega Rdečega križa, ki je po prvi vojni izdal knjigo s pričevanji, poročili ruskih sodelavk Rdečega križa, ki so kot njihova komisija prišle v avstrijska taborišča.
in v bistvu opisujejo, kako se je godilo njihovim ujetnikom v avstrijskem taborišču. Gre za pretresljive izpovedi tega dejansko življenja v taboriščih, na teh deloviščih, recimo opisuje petje, eno od maloštevilnih razvedril, ki je olepšalo življenje ujetnikov, je bilo seveda petje. Zato smo tudi dodali tukaj tudi zvočno kuliso v samo razstavo. Vsakdana ruskih vojnih ujetnikov pa nas ne moramo dati na nek skupen imenovalec, namreč zelo različno je bilo v teh velikih ujetniških taboriščih, potem na posameznih deloviščih, že v obrtnih delavnicah, tovarnah, na kmetijah, sila različno se jim je godilo. Kar jih je v veliki večini zaznamovalo, kar je bil pa mogoče nekaj skupnega, je bilo pomanjkanje hrane, lakota. Torej, moramo vedeti, da je v Avstriji res primanjkovalo hrane, da so bili lačni avstrijski vojaki, da je bilo lačno civilno prebivalstvo in da se je to pomanjkanje hrane pri vojnih ujetnikih še stopnjevalo. To je bila ena osnovnih značilnosti. Pričevanje sodelavke Ruskega rdečega križa Romanove. Odnos stražarjev do vojnih ujetnikov je bil zelo različen. Tam, kjer v sestavi straže prevladujejo Madžari, so se vojni ujetniki pogosto grenko pritoževali nad pretepanjem in grobim ravnanjem. Na drugih mestih, posebej tam, kjer so bili častniki v enoti Slovani ali Italijani, so se med ujetniki in stražo ustvarili skoraj prijateljski odnosi in mnogo mehkejši režim. Nikolaj Maždanov, ruski vojni ujetniki v svetovni vojni 1914 do 1918, 1921. Na prvo svetovno vojno velikokrat gledamo skozi očala druge svetovne vojne, pa vendar je bila drugačna. Torej, brez dvoma je bila izjemno kruta na frontni črti. Dejansko pride do te mesoreznice s temi topniškimi opostreljevanji, do plinske vojne, ki nekako je izum prve svetovne vojne in se pokaže v res največji brutalnosti. Pa vendar je bila v prvi svetovni vojni odnos do teh ranljivih skupin, ujetnikov, ljudi v zaledju in to je imela še nekaj viteškega, še nekaj plemenitega za razliko od druge svetovne vojne. Res en pokazatelj tega so pogrebi, ker tudi vojne ujetnike so pokopavali z vojaškimi častmi, označili grobove. Recimo, lep primer tega drugačnega odnosa je tudi ruska kapelica na Vršiču, kot en osrednji spomenik prisotnosti ruskih ujetnikov pri nas. Pokazatelj tega drugačnega odnosa do vojnih ujetnikov v prvi svetovni vojni, recimo ta ploščica, ulita ploščica z nagrobnega križa enega od ruskih vojnih ujetnikov iz Šternentala, današnjega Kidričevega na Štajerskem. Vojnih ujetnikov niso takrat metali v krematorij, jame, v kakšne grabne, ampak jih pokopavali individualno, tudi z vojaškimi častmi, tudi z glasbo in petjem in na križ naredili tukaj, v tem primeru celo ulito nagrobno ploščico. Po Haaški konvenciji ujetnikom med prvo svetovno vojno niso pobrali uniform in njihove osebne opreme. Torej, po Haaški konvenciji so jim pobrali orožje, konja, konjenikom, častnikom, dokumente vezane na bojevanje, ampak vojnim ujetnikom drugače ostane njihova uniforma, ostane osebna oprema, tudi drobni predmeti, ki so jih prenesli od doma. To je spet razlika od druge svetovne vojne, ko se ujetnike obleče v črtaste pidžame in jih na ta način tudi jim vzame neke vrste dostojanstvo. V prvi svetovni vojni načeloma ujetnike pustijo v svojih uniformah. Zato se pa na vseh deloviščih, kjer so se pri nas pojavljali, kjer so delali ruski vojni ujetniki, pojavljajo deli, drobci njihovih uniform, ostanki, tako da najdemo gumbe, pasne spone, kokarde, tukaj so celo ene spodnje hlače iz Idrije, ki so vezane tudi na ustno izročilo, da so ruski vojni ujetniki poleti v tej poletni vročini delali kar v spodnjem perilu.
Torej, ruski vojni ujetniki so tudi po tem vsakdanjem trdem delu pogosto izdelovali kakšne drobne izdelke. Posebej so bili znani po izdelavi lesne galanterije. Torej, s tem so si na nek način skušali izboljšati pogoje preživetja, ne. Te izdelke so zamenjavali potem za hrano, cigarete, kakšen priboljšek. Po drugi strani so na neki psihološki ravni se odklapljali od te svoje bede, tega ujetniškega življenja, ne, se na neki preklapljali na tisto domače življenje. To so delali tam doma, delali tukaj in so se na nek način, na neki psihološki ravni povezali z domom, ne. Tretja, nepomembna stvar je pa to ohranjanje človeškega dostojanstva, ne, ker so kljub tej bedi tega ujetniškega življenja, lakoti, ki so jo pogosto doživljali, ne, z izdelavo teh lepih, svetlih, svetih predmetov ostajali ljudje. Načeloma so vse te predmete oni zamenjavali v bistvu že takoj za hrano, za neke priboljške, za cigarete, ne. Je bil del neke izmenjave. Večino teh predmetov smo si sposodili pri zasebnih zbiralcih, iz zasebnih zbirk in zato smo jim silno hvaležni, no, da smo lahko tudi z njihovo pomočjo pripravili tudi ta prvi celovit prikaz prisotnosti ruskih vojnih ujetnikov na Slovenskem. Avtor razstave je Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine. Kot partnerja pa sta pri nastajanju razstave sodelovala tudi Center za preventivno arheologijo, kot enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zgodovinsko društvo Kidričevo. Razstava predstavlja prvo celovito obdelavo te pomembne zgodovinske teme pri nas v nacionalnem merilu. Z njo smo v Parku vojaške zgodovine zaznamovali 100-letnico konca Prve svetovne vojne, ne, ker smo opazili, da bo ta tema spet izvisela, da ne bo ostala obdelana. Namreč poleg te tudi na nek način politične obeležitve ob ruski kapelici vsako leto tema ruskih vojnih ujetnikov ostaja neobdelana. Tako da na nek način smo tem fantom, možem, ki so res gradili infrastrukturo pri nas, trpeli, delali tukaj na tem našem, na slovenskem ozemlju, skušali s to razstavo se zahvaliti po 100 letih, ne, in reči hvala za to, kar ste naredili. Druga stvar pa je tudi ta primerjava z drugo svetovno vojno in poznejšimi spopadi, ne. Torej, kot smo rekli, v Prvi svetovni vojni ostaja neki plemenitosti, neki človeškega, viteškega, mogoče na nek način v odnosu do ujetnikov in drugih teh ranljivih skupin. Torej, sporočilo razstave je tudi v tem, da se ne smemo slepiti, ne, da stvari v tem civilizacijskem smislu gredo na slabše, ne.